pa hvala za udeležbo na današnji novinarski konferenci. 2 leti in pol približno sem že predsednik odbora za obrambo. V teh 2 letih in pol sem sklical številne tako redne kot tudi izredne seje. 2 leti in pol sem skupaj s Slovensko demokratsko stranko opozarjal na stanje, kakršno je v Slovenski vojski in na splošno v slovenskem obrambnem sistemu. 2 leti in pol so se nam smejali, nam govorili, da zavajamo, da strašimo ljudi, da smo neresni, da prikazujemo izkrivljeno sliko. Meni so očitali, da politično zlorabljam odbor za obrambo za svoje potrebe in za potrebe Slovenske demokratske stranke. Preko medijev so naročali mojo diskreditacijo Slovenske demokratske stranke. In kaj se je na koncu zgodilo? Zveza NATO je dala Slovenski demokratski stranki prav. Ne da Slovenske vojske leta 2020 oziroma 2021 ne bomo več imeli, kot je dejal general Alan Geder in si zaradi tega prislužil neocenjenost, Slovenske vojske danes praktično nimamo več, obstaja samo še na papirju. Ministrica za obrambo je tista, ki je za to stanje odgovorna in danes jo pozivam, da naj odstopi. Da naj odstopi, da naj odide z tega položaja in kljub temu, da so še samo dobri 3 meseci do volitev, da možnost, da pride nekdo, ki bo vsaj pokazal interes, da se stanje popravi. Informacije, ki sem jih dobil, so takšne, da je bilo stanje v Slovenski vojski strani načelnika generalštaba Andreja Ostermana ministrici predstavljeno na zaprtem sestanku in načelnik je tam dejal iste besede, kot jih je dejal general Alan Geder, da Slovenske vojske čez 3 leta več ne bomo imeli. Odziv ministrice je bil, je pa pač ne bo. Skratka, ministrica Andreja Katič naj pri tej priči odstopi. Dovolj je bilo načrtnega škodovanja Slovenski vojski, dovolj je bilo načrtnega škodovanja Republiki Sloveniji in dovolj je bilo načrtnega škodovanja našim zaveznikom v Zvezi NATO. Zaradi dogodkov, ki se dogajajo v slovenskem obrambnem sistemu in zaradi dogodka, ki se je zgodil včeraj oziroma za katerega smo iz medijev zvedeli včeraj, smo poslanci Slovenske demokratske stranke in pa poslanci Nove Slovenije vložili zahtevo za sklic izredne seje Državnega zbora na temo stanja v Slovenski vojski, s tem, da predlagamo, da svoje mnenje pred poslanci izreče tudi predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil, gospod Borut Pahor. Predlagamo pa 3 priporočila, ki bi vsaj deloma stanje uredila oziroma preprečila, da se bo zgodilo to, kar je napovedal general Alan Geder, da se Slovensko vojsko izvzame iz enotnega plačnega sistema v javnem sektorju, da se pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske interventno dvigne plače za 30% in pa da se naredi reformo Slovenske vojske, da ne bomo imeli več poklicne stalne sestave in pa pogodbene rezerve, pač pa da obdržimo poklicno stalno sestavo in reformiramo rezervo na način, da bomo imeli hibridno rezervo, ki bo sestavljena iz prostovoljne in pa iz selektivne vojaške obveznosti. Časi so resni, tudi položaj Republike Slovenije je resen in zaradi tega takšni časi terjajo resne rešitve. V Slovenski demokratski stranki smo jih v tem mandatu veliko predlagali, vse po vrsti so bile zavrnjene. Zaradi tega ni krivda na naši strani, da je stanje v Slovenski vojski takšno, kot je. Krivda je izključno na strani socialnih demokratov, ki ta resor uničujejo že svojim 3. ministrom oziroma ministrico, in pa krivda je na predsedniku vlade Miru Cerarju, ki ni ministrice za obrambo Andrejo Katič, za katero trdim, da je slabša ministrica, kot je ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc, kljub temu, da obe delata škodo Sloveniji, slovenskim sistemom, ena zdravstvenemu, druga obrambnemu in pa, kar je bistveno in ključno, slovenskim državljankam in državljanom. Da bi jo Miro Cerar že zdavnaj moral pozvati k odstopu, vendar premier tega žal ni naredil. Ministrica za obrambo je odgovorna za 3 stvari. Za zagotavljanje financ,
za zagotavljanje opreme in za zagotavljanje kadra. Na vseh treh področjih je stanje katastrofalno. Vendar pa tukaj ni odgovornost vlade oziroma ministrice za finance, kajti Slovenska vojska, obrambni sistem oziroma Ministrstvo za obrambo je dobilo toliko denarja, kot ga je ministrica za obrambo zahtevala v srednjeročnem obrambnem programu Republike Slovenije. Jaz sem takrat opozoril, zakaj zahtevate toliko malo, zakaj niste bolj ambiciozni, zakaj ne zahtevate več. In sedaj so dobili toliko, kot so želeli. In razumem po eni strani premierja Cerarja, ko je rekel, denar so dobili, kaj so z njim naredili. In to je tisto, zagotavljanje denarja, ena od glavnih točk. Denar je vojska dobila ga je premalo, dobila ga je sicer toliko, kolikor ga je sama želela, kolikor ga je sama zahtevala. Kaj pa s tem denarjem počnejo, pa je glavno vprašanje za ministrico za obrambo, gospo Andrejo Katič. Če bi zahtevala več, bi vsaj lahko rekla, želeli smo več, ampak nam vlada, oziroma v tem primeru pa bi bila krivda na strani SMC-ja, ki imajo finančno ministrico in tudi predsednika vlade, pač niso več dali. Drugi problem je potem zagotavljanje opreme. Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske imajo neprimerno opremo, za opremo pa je znotraj Ministrstva za obrambo zadolžen šef logistike, to je gospod Željko Kralj, ravno tako iz Socialnih demokratov. In Željku Kralju ni bistveno, da imajo vojaki ustrezno opremo, pač pa je njemu bistveno, da se sklene dober posel. Zdaj, kaj mislim s tem dober posel, verjamem, da si lahko predstavljate oziroma mislite državljanke in državljanki same. In ti škornji, ki so bili neustrezni na vadišču, so bili kupljeni v tem mandatu z denarjem, ki ga je vlada zagotovila. Za nakup teh škornjev je odgovoren šef direktorata za logistiko, gospod Željko Kralj iz Socialnih demokratov. Vsa ostala oprema, cel mandat smo opozarjali, potekla bo življenjska doba helikopterjev, potekla bo življenjska doba 6x6 Valukom, potekla bo življenjska doba Spajkom proti oklepnim sistemom. Nič se ni zgodilo. Nešteto priporočil, nešteto predlogov, dobesedno prošenj in rotenja na odboru za obrambo, vendar je ministrica vse jemala z levo roko, govorila, da pretiravamo, govorila, da vnašamo nemir in pa da načrtno omadežujemo Slovensko vojsko. In kakor sem prej videl, je tiskovni predstavnik gospod Simon Korez povedal, da Slovenska vojska uživa velik ugled v javnosti. To ni relevanten podatek. Mene bi bolj zanimalo, če so naredili raziskavo, kaj je tisto bistveno, kateri parametri so bistveni, da se mladi odločajo, oziroma v našem primeru, da se ne odločajo, da bi izbrali poklic vojaka. Socialni demokrati so s tem, ko so odstavili generala Dobrana Božiča, načelnika generalštaba Slovenske vojske, in ko so odstavili poveljnika prve brigade Slovenske vojske, generala Miha Škrbinca, in oba nadomestili z nekimi salonskimi oficiri, Slovenski vojski naredili škodo, ki jo danes plačuje in ki jo bo plačevala naslednja leta. In sedaj poslušati Andrejo Katič, Matjaža Nemca in ostale, kako govorijo, da v 25 letih Slovenske vojske nismo postavili na vrednostno primerno mesto, s tem, ko veste, koliko časa so bili v 25 letih na oblasti, da so imeli v zadnjih, to se pravi 9 letih, kar 7 let oni kontrolo nad Ministrstvom za obrambo, je norčevanje iz državljank in državljanov, volivk in volivcev, predvsem pa iz pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske. V roku enega leta Slovensko vojsko v teh dneh zapušča že drugi častnik, ki se je izšolal na West Pointu. To je najelitnejša vojaška akademija na svetu v Združenih državah Amerike. V njegovo šolanje smo vložili nekje med 200 in 250 tisoč evrov. To je že drugi, ki v roku enega leta odhaja, ker ne vidi perspektive, ker je kadrovanje neustrezno, ker ni primernih kariernih poti, ni nikakršnih kariernih poti.
poveljnik 72. brigade Slovenske vojske, ki pokriva vzhodni del, brigadir Koračin, ne zna angleško, mislim, da je 3-krat padel na izpitu iz angleščine, niti na eni misiji ni bil v tujini, nobenih potrebnih izkušenj, vendar so ga namestili in mu dali vodenje brigade. Podobno je tudi z ostalimi polkovniki, brigadirji, generali, ki niso ustrezno usposobljeni za vodenje Slovenske vojske. Sramotimo se v tujini, sramotimo se pred zavezniki, sramotimo se pred lastnimi državljankami in državljani. In to je kadrovska politika Socialnih demokratov, ker tudi na najnižje enote, pa če izpustimo vodenje vodov, pa rečemo za poveljnike čet, imenujejo pripadnice in pripadnike, ki so njim lojalni, ki na Facebooku poleg svojih profilnih slik objavijo tisti badge, tisto značko za družinski zakonik, SD ali pa za Pahorja, njegovo geslo skupaj in tako naprej. Pod vodstvom Socialnih demokratov v Slovenski vojski žal prosperirajo politični aktivisti njihove stranke. To je več kot dovolj razlogov, da ministrica za obrambo nemudoma zapusti ta položaj, da nemudoma tudi v Slovenski vojski zapustijo položaj tisti, ki so odgovorni za to, kar se je zgodilo. Upam, da bom dobil pojasnila, kako je možno, da se je Slovenska vojska ocenila pozitivno, ko pa so sem prišli naši zavezniki, pa so dali oceno negativno za pripravljenost, za konkretno vajo. Ministrica je, mislim, da v oddaji Studio City dejala, saj so se sami ocenili, kakor so se ocenili, ne? Zdaj ne vem potem, kakšna je metodologija in ni res, da se izgovarja na Slovensko vojsko, da so se za oceno nezadostno, ko gledamo pripravljenost letno, ocenili nezadostno, zdaj nas je tudi Zveza NATO ocenila nezadostno. In v posmeh Zvezi NATO, lastni državi, ki jo Socialni demokrati oziroma vlada Mira Cerarja sramotijo pred celotno svetovno javnostjo, smo letos znižali obrambni proračun. Kljub temu, da je vlada namenila 40 milijonov evrov več, pa je BDP toliko zrastel, da mi iz 0,99% BDP-ja, kolikor je bilo v lanskem letu, letos spadamo nekje na 0,96–0,97% BDP-ja. Pa smo rekli, da bomo imeli 1,1%. Do leta 2024 pa bi morali imeti 2% BDP-ja za obrambo in znotraj tega 20% za razvoj in investicije. In do leta 2022 operativno prvo srednjo bataljonsko bojno skupino. Prejšnji teden pa so na testu pogoreli. In sprašujem se, kakšen je sploh smiselen nakup nemških bokserjev, spravi oklepnikov, pehotnih, če nimamo usposobljenih ljudi, oziroma če niti nimamo pripadnic in pripadnikov, ki bi lahko s takšno oborožitvijo, s takšnimi vozili rokovali. Kot je dejal general Geder, vojska je popolnjena samo 60%. Enote so popolnjene 60%. In general Geder, ki je pred 14 dnevi na odboru za obrambo nalil čistega vina, je sedaj šikaniran strani ministrice za obrambo. Ne želi se niti pogovarjati z njim, ignorira ga na polno in samo njemu ni podpisala službene ocene. Vsem ostalim generalom in brigadirjem je podpisala oceno, za generala Gederja pa ni podpisala ocene, ker želi, da mu jo načelnik Slovenske vojske zniža. Če pa častnik Slovenske vojske, v tem primeru general Geder, ni ocenjen, pa je to za njega zelo slabo. Človek, ki je general, ki je veteran vojne za Slovenijo, ki je poveljeval v bitki, ki je poznan v NATO, ki ima izkušnje s terena, ki je za to državo nekaj naredil, nosil glavo v torbi leta 1991, si ne zasluži takšnega odnosa strani ministrice za obrambo. Takšnega človeka bi bilo kvečjemu potrebno postaviti na vrh vojske, da to vojsko uredi, ker ima konkretne rešitve. V zdajšnjem vodstvu, tako ministrstva kot vojske,
pa jaz osebno žal ne vidim neke možnosti, da bi lahko situacijo uredili. In sedaj smo prišli v stanje, ko ne govorimo več o finančnih sredstvih, kajti finančnih sredstev je ministrica dobila točno toliko, kot jih je zahtevala, ampak govorimo o krizi znotraj sistema, krizi vrednot, krizi upravljanja, poveljevanja, vodenja, da o samih nakupih, da o sami opremi in o vsem tem, kar se govori in piše že dlje časa, ne govorim celo o korupciji. Zaradi vsega naštetega smo torej predlagali sklic izredne seje Državnega zbora, predlagali 3 konkretna priporočila, ki bi po našem mnenju, po mnenju Slovenske demokratske stranke in Nove Slovenije, zajezili padanje Slovenske vojske še globlje, kot je že sedaj, in ki bi dali neke temelje, da začnemo znova, da začnemo resno in da začnemo tudi odgovorno. Brez trenutne ministrice za obrambo, gospe Andreje Katič. Hvala. Vprašanja? Če ni vprašanj, potem hvala. Hvala.